Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v zadnji aprilski kroniki tedna. V Kranjski Gori je vse nared za pričetek poletne sezone. V hotelu Špik v Gozd Martuljku je v sredo potekala tiskovna konferenca o pripravah na poletno sezono. Novosti so predstavili Janez Hrovat, župan občine Kranjska Gora, Ernest Poženel, direktor Hitlarix d.d., Klaudija Gomboc, RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Jure Culiberg, kolesarski park Kranjska Gora, Fedja Pobegajlo, izvršni direktor Hitalpineja d.d., ter Blaž Weber, direktor turizma Kranjska Gora. No, turizmu Kranjska Gora, tako kot vsako leto, veliko stavimo v poletnem času, predvsem na organizacijo prireditev. Mi smo se identificirali kot nekako pohodniška in pa kolesarska destinacija in v tej smeri grejo tudi vsi naši napori. Mogoče samo na kratko, da omenim, že 6. do 8. maja organiziramo EXS Downhill, to se pravi tekmovanje v gorskem kolesarskem spustu. Potem takoj na začetek naslednjega meseca Goni Poni, prireditev, ki je prav tako kolesarska, lansko leto požela res velik uspeh. Teh prireditev, kar se tiče samega kolesarja, potem preko celega leta kar nekaj, zaključimo prvi teden v septembru z tradicionalnim jurišem na Vršič, tako da mislim, da kolesarji v Kranjski Gori lahko prepoznajo oziroma dobijo kar nekaj za aktivno preživljanje prostega časa v poletnem času. Druga struktura, ki je za nas zelo pomembna, so pohodniki, tudi njim namenjamo zelo veliko vsebine, tudi v letošnjem letu smo se potrudili in določene publikacije namenili njim, jih razširili, tako vsebinsko kot pa tudi medijsko. Prišli smo z novo aplikacijo za pohodne poti, prišli smo z novimi katalogi, z novimi tematskimi potmi, tako da mislim, da bo tudi za same pohodnike poskrbljeno. Razvijamo tudi centralni rezervacijski sistem, ki bo gostom omogočil tudi online rezervacije. Vsi vemo, da gre v smer, to se pravi rezervacije v smeri interneta oziroma bookinga preko interneta, in mislim, da bomo že do začetka poletja to nekako našim obiskovalcem tudi omogočili. Je pa res, da brez investicij v turistično infrastrukturo razvoj turizma ni mogoč, in tukaj v občini Kranjska Gora se je v zadnjem času kar nekaj na tem področju tudi naredilo. Mi kot turizem zelo podpiramo tudi izgradnjo nove ferate Via Mojstrana, ki jo bomo odprli 26. maja v sklopu Alpske konvencije. Prav tako se bo v letošnjem letu v sklopu Slovenskega planinskega muzeja odprl nov escape room, ki mislim, da je prav tako ena takih zelo pomembnih turističnih pridobitev. Pa potem preko cele doline do konca, do nordijskega centra, ki mislim, da je tudi ena zelo pomembnih pridobitev, kar se tiče turistične ponudbe za obiskovalce Kranjske Gore, ne samo v času skokov v planici v mesecu marcu, ampak tudi preko celega poletja. Župan Janez Hrovat je predstavil novosti, ki jih pripravljajo v destinaciji. Poletna sezona je zmeraj znak za aktivnosti, tudi v mojem podjetju smo navajeni na to, tako da gremo iz dneva v dan novim zmagam naproti. Prireditve so nekaj stalnica Kranjske Gore in jaz mislim, da bodo letos vse to, kar ste slišali z dodanimi novimi vsebinami, samo še popestrile dogajanje na celotnem področju občine. V čem bo največji poudarek? Nekaj tudi investicij? Ja, investicije so porazporejene po celi občini in v bistvu večinoma investicij v turistično infrastrukturo botruje tudi namenski denar iz koncesnine in turistične takse, ki se mora vrniti v turizem, in mislim, da smo lahko veseli vsi prebivalci, občani občine Kranjska Gora, da nam turizem tako lepo vrača naše vlaganje v to sfero. Kar nekajkrat ste poudarili dobro sodelovanje, dobro trženje, torej so pomembni rezultati že tu? Vsekakor, jaz mislim, da je občina podobno kot uspešno podjetje.
uspešne poteze, uspešne poslovne priložnosti dajejo lepe sadove in tudi v občini se pač podobno uspešne in dobre ideje, vizije, projekti, v katere verjameš in ki se izkažejo za pozitivne, tudi na koncu obrestujejo v blagajni in seveda tudi v občinskem proračunu. Ste pa kot župan optimist pred poletno sezono? Vsekakor, jaz mislim, da tudi vse tole, kar je bilo povedano na današnji konferenci, te nove investicije, tukaj za nami ponovna izgradnja kampa Špik, pa aktivnosti v moji strani, pa seveda nordijski center Planica, Jasna, pa vse drugo na področju občine Kranjska Gora, kar je bilo povedano, kaže na to, da sem optimist in glejte, če ne bi bil optimist, niti slučajno ne bi prijel krmila te barke, ki se ji reče občina Kranjska Gora. V podjetju Hit Alpineja stremijo k stalni nadgradnji ponudbe in skušajo ob naravnih in infrastrukturnih danostih pritegniti tudi z novimi produkti ter pestrim koledarjem dogodkov, ki vse leto bogatijo turistični utrip Kranjske Gore. Delamo pa zelo na tem, da bi omilili tudi moč teh dveh sezon skozi zviševanjem zasedenosti v mestnih. Tako da delamo zelo na določenih programih, zlasti na 3 področjih. Eno je kongresna dejavnost, kjer smo lansko leto beležili najhitrejšo rast naraščanja števila nočitev. Drugo so igralniški gostje, kjer delamo tudi v zelo tesni povezavi znotraj skupine Hit in kjer je treba, po mojem mnenju, posebej poudariti tudi nove čarterske povezave z Južno Italijo, zlasti Neapljem in Palermom. Tretji segment so pa priprave športnikov, po zimi seveda zimskih, poleti bolj poletnih, nogomet in ostali športi žogo, rokomet, košarka, odbojka. In pa nedvomno tudi vse, kar je povezano z nordijskim centrom Planica, ki zdaj omogoča res vrhunske pogoje tudi v poletnem obdobju, za skoke pač na plastičnih napravah in zateke v novem objektu, tako da so pričakovanja kar optimistična in jaz verjamem, da bomo sledili trendu iz prvih 3 ali pa zdaj lahko že rečem 4 mesecev, ker smo že blizu konca aprila, ko beležimo še kar pač naraščanje obsega nočitev in prihodkov, ki smo mu bili priča že prejšnje leto, leta 2015, tako da gre zadeva v pravi smeri naprej. Ernest Poženel, direktor Hitlarix DD. Podjetje Hitlarix DD se prvenstveno ukvarja s prirejanjem posebnih iger na srečo, vendar ko v podjetju prepoznajo priložnost, kot so jo tudi v ponovni oživitvi kampa, se le-te resno in zavzeto lotijo. V kampu Špik namreč vidijo priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa v vseh letnih časih, kot na primer pohodništvo, alpinizem, kolesarjenje, rafting, soteskanje, športno plezanje, golf, smučanje, tek na smučeh, krpljanje, sankanje in podobno. Nekoliko bolj umirjenim pa je na voljo na ogled kar nekaj kulturnih in naravnih znamenitosti v ožji in širši okolici kampa. Kamp Špik se razprostira na 3 hektarih zemljišč in bo gostom na voljo preko 200 parcel, od katerih jih večina leži v naravni senci. Parcele bodo opremljene z električnim priključkom, v bližini večine pa bodo nameščeni tudi priključki z vodo. Gostom bodo na voljo sanitarni objekti in recepcija, ki bosta na novo urejena in opremljena. Poskrbljeno bo za avtodome s sanitarnim vozlom za oskrbo, otroško pustolovsko igrišče, minimarket, prostori za gril ter brezžična internetna povezava. Ne gre pozabiti tudi na ponudbo v neposredni bližini kampa, kjer bo gostom v hotelu Špik na voljo restavracija, kavarna, notranje otroško igrišče, igrišče za odbojko na mivki, badminton in squash. Gostom pa bodo na voljo tudi notranji bazeni z wellness centrom in raznimi terapijami in savne. Vsekakor bo kamp Špik s ponovno oživitvijo popestril ponudbo v kraju. V njem pa bodo našli udobje vsi tisti, ki so naravi blizu in v njej uživajo. Otvoritev kampa bo predvidoma do letne sezone oziroma do meseca julija.
Bike Park Kranjska Gora pa je v letu 2016 svoja vrata odprl že 12. Ja, seveda, mi letošnjo sezono planiramo z odprtjem parka, pohitimo, vedno smo nekako prvi v regiji, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Na ta način računamo na velik naval, teh so celo zimo čakali. Sezono podpremo z marketinškimi aktivnostmi, z vsebinskimi spremembami, dodajamo vsebine, širimo publiki, ki je park dostopen, širimo z enostavnimi traili, z enostavnimi potmi. Na ta način poskušamo privabiti širši krog obiskovalcev. Kranjsko-Gorski bike park zaradi svoje dolge tradicije ima že kar nekaj tradicionalnih gostov, ki se vedno radi vračajo. Oni so stalne stranke, dodajamo pa vedno neke novosti, kar kolesarji jasno napredujejo vsako leto in potem vsako leto pričakujejo večjo izbiro, daljše skoke, večje izzive. Tako da v parku delamo že od 4. aprila intenzivno na širitvi. Določene stvari samo počistimo po zimi, treba je določene stvari popraviti, sneg, voda nam določene zadeve poškodujejo in dodajamo nove vsebine. Tako da z težko mehanizacijo, z buldožerji in z relativno veliko človeško ekipo delamo že od 2. aprila in imamo pravzaprav na vseh prepoznavnih kranjsko-gorsko-parških linijah nove zadeve. 5 osnovnih linije, označujemo jih podobno kot smučišče od zelene do črne. Na vseh 5 linijah dodajamo nove skoke, nove objekte, ki so kolesarjem zanimivi. RTC Žičnice Kranjska Gora pa so predstavile pričakovanja za poletje. Poletne aktivnosti so se letos začele pred prvomajskimi prazniki. Poletno sezono začnemo v petek 22. aprila, relativno zgodaj, pa smo veseli, da je temu tako da smo uspeli postaviti že poletno sankališče, odpiramo kolesarski park, poletno tubo in pa seveda naš orientacijski park pod Vitrancem. Upamo, da nas bo tudi v tej poletni sezoni obiskalo veliko število obiskovalcev. Lanskoletna je bila rekordna, predvsem tudi zaradi lepega vremena, kajti z našimi aktivnostmi lahko obratujemo samo v času lepega vremena, ne deževja. Upamo, da bo destinacija čez poletje dobro zasedena, seveda pa v lepih koncih tedna pričakujemo večje število dnevnih obiskovalcev, čez teden pa potem tudi stacionarne goste. Z našim poslovnim partnerjem Bergi d.o.o. postavljamo nov otroški kolesarski park, kajti Kranjska Gora je v času poletne sezone tudi kolesarska družinska destinacija. Kranjska Gora ima zato oziroma celotna dolina odlične pogoje, imamo dolinsko kolesarsko stezo, imamo infokolesarske točke, imamo kolesarske hotele in seveda trudimo se v našem podjetju, da bi dopolnjevali to kolesarsko ponudbo seveda tudi z dodatno ponudbo v našem kolesarskem parku. Sedaj organiziramo v začetku maja 2 večja dogodka, IXX tekmovanje. Prijavljenih je že več kot 400 tekmovalcev, to je prvo tekmovanje, ki je na vrsti v sklopu 6 tekmovanj in seveda takoj teden zatem organiziramo tudi državno kolesarsko tekmovanje za slovenski pokal, tako da se resnično trudimo, da bi privabili čim več različnih spektrov obiskovalcev in verjamemo, da nam bo skupnimi očmi tudi uspelo. Turistično društvo Kranjska Gora je v soboto organiziralo blagoslov motorjev na trgu pred cerkvijo. Jaz vas lepo pozdravljam v imenu turističnega društva Kranjska Gora. Po dolgih letih smo se ponovno odločili, da bi oživili ta naš običaj blagoslov motorjev tudi v Kranjski Gori in seveda tudi s Podkorena in z ostalih vasi v Zgornji Savski dolini. Našemu povabilu se je zelo prijazno odzval tudi gospod župnik iz Kranjske Gore, ki je seveda tudi motorist. Veliko ljudi je pač reklo, da naj današnji datum prestavimo, ker je v spodnjem delu Slovenije slaba vremenska napoved, ampak smo se vseeno odločili, da to naredimo predvsem za domačine, da se iz tega dogodka vsi skupaj nekaj naučimo in da za naslednje leto ta dogodek seveda tudi obogatimo. Vsem skupaj vam želim res eno varno vožnjo v letošnji poletni turistični sezoni. Pazite nase in seveda želim prijazno, toplo poletje. Motorje je blagoslovil kranjskogorski župnik Janez Šimenc. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Milost in mir Boga našega Gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi. Brati in sestre, danes si več življenja brez prometnih sredstev ne moremo predstavljati. Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo prihajamo v službo, opravljamo lahko tudi svoje službeno delo, obiskujemo sorodnike in prijatelje, spoznavamo druge kraje, spoznavamo našo domovino, občudujemo njene lepote in tudi lepote, ki so onkraj meja naše domovine, pa tudi prometna sredstva tudi rešujejo življenja. Gotovo je prav, da se, ko zaznamujejo takšen velik del našega življenja, tudi za njih zahvaljujemo. Z blagoslovom se pravzaprav zahvaljujemo za to možnost, da smo mobilni ne samo s svojimi nogami, ampak tudi da gre hitreje in dlje. Obenem pa tudi prosimo za Božje varstvo. Naj bodo blagoslovljena motorna kolesa v vseh oblikah znamenje, da nas Bog spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno računati z njegovo pomočjo. Gospod z vami, vsemogočni Bog naj vam podari svoj blagoslov in odrešenje, razodene naj vam pota svoje modrosti. Amen. Po svoji besedi naj utrjuje vašo vero in vam podari milo živeti po njegovih zapovedih, da se bo vsem zgodila njegova volja. Vaše korake naj naravna na pot miru, napravi naj vas stanovitne, dobre in popolne v ljubezni. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. In zdaj smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v zadnjem aprilskem tednu. Fotografsko društvo Jesenice vabi v fotogalerijo na Jesenice in že jutri v ponedeljek ob 19. na otvoritev razstave fotografij o jeseniškem delavskem domu in njegovi usodi, ki sta jih v objektiv ujela Klemen Klemenc in Vitomir Pretnar. V galeriji Kosova graščina bo v četrtek ob 10:30 javno vodstvo po kiparski razstavi Dragutina Bartoliča. Javno vodstvo po kiparski razstavi bo potekalo ob prisotnosti ustvarjalca in avtorja razstave, ki bo na nekaj primerih pokazal, kako v lesu posamezna skulptura tudi nastane. Do vključno 28. aprila bo krajevni urad v Kranjski Gori na Kolodvorski 1B zaradi nadomeščanja na sedežu upravne enote zaprt. V tem obdobju lahko vse storitve opravite na sedežu upravne enote Jesenice na Jesenicah, Cesta železarjev 6, in sicer v času uradnih ur v ponedeljek in torek med 8 in 12 ter 13 in 15 uro ter v petek 29. aprila med 8 in 13 uro. Prihodnji konec tedna bodo seveda tudi v naši občini zagoreli kresovi. V soboto se že ob 18. začne kresovanje v Kranjski Gori z glasbeno skupino Zahod Band in sicer pri gostilni Oštarija. Ob 19. bo kresovanje v gozdu Martuljku. Ob 20. pa kresovanje na Dovjem in sicer pri Stari Karavli in pa kresovanje v Ratečah pri kolesarski progi na Ledinah. Kresovanje bo tudi pri koči na Golici v soboto ob 20. Kresovanje pa pripravlja Planinsko društvo Jesenice. LAS, lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti občine Kranjska Gora, vabi na projekt Vodeno preživljanje počitnic mladih. Projekt sofinanciranja izvajanja aktivnosti v času poletnih počitnic je stalni projekt LAS-a občine Kranjska Gora.
Projekt se izvaja z namenom, da bi za naše otroke in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim več različnih in zanimivih dejavnosti. Zato vas vabimo k sodelovanju, in sicer tako, da jim programe posredujete na obrazcu, ki ga lahko dobite na spletni strani http://opcina.kranjska-gora.si ali na sedežu občine Kranjska Gora na naslov Las občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1B 4280 Kranjska Gora. Za morebitne dodatne informacije jim lahko pišete na elektronski naslov skumavc@kranjska-gora.si ali pa pokličete Vlasto Skumavc Rabič na 04 58 09 809. Vaše predloge pričakujejo do četrtka 19. maja. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najkasneje do 15. junija. Planinsko društvo Gozd Martuljek pa takoj po prvomajskih praznikih oziroma v ponedeljek 2. maja organizira pohod na Plešivec pod Košuto, 1801 meter visok vrh v Karavankah. Odhod bo v ponedeljek 2. maja ob 7. izpred penziona Špik v Gozd Martuljku. Z osebnimi avtomobili se boste peljali do Tržiča in naprej proti planini Dolga Niva, kjer boste parkirali. Nato boste peš nadaljevali do Plešivca. Čas celotne hoje je 4 ure. Potrebna oprema pa je pohodna obutev, osebni dokument, obleka primerna vremenu, pohodne palice, planinska izkaznica, hrana in pijača iz nahrbtnika. Strošek iz leta za člane je 12, za nečlane pa 15 evrov. Prijave sprejmajo do petka 29. aprila na telefon Sara 041 554 014 ali Špela 040 794 678. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca zadnje aprilske kronike tedna, naslednja bo namreč na vrsti v nedeljo 1. maja. Želimo vam lep in miren teden, otrokom pa seveda čim bolj vesele počitnice.